To je igrica u kateri ima glavno vlogo mali pasavec. Pasavec ima latinsko ime Tribus nomen cinctus in pripada družini redkozobcev. Po domače ga kličemo tudi mulita, tatu ali kirkinčo. Prebiva u Južni in Srednji Ameriki. Ima oklep iz koščenih ploščic, med katerimi ima ščetine. Nekatere vrste lahko dosežejo velikost 1 metra in pred nevarnostjo se zbijejo v kroglo. Imajo močne kremplje za kopanje v tla. Po noči love žuželke in žive v rovih. Je ogrožena žival, ker z njenega oklepa izdelujejo tipičen inštrument – čarango. Ampak ta naš kirkinčo je malo drugačen. Ne obnaša se kot drugi kirkinči. Namesto ščetin ima nekakšne bodice in vse kaže, da ima neke vrste obolenje ali problem z zdravjem, ker ga ves čas nekaj boli. Sam ne more razložiti točno lokalizacijo bolečine. Včasih v grlu, včasih v prsih. Včasih pa tudi sliši neke čudne zvoke. Torej, Tinčo, tako se namreč imenuje naš kirkinčo, se po nasvetu prijateljev poda na pot k Pachamami na sever Argentine v upanju, da bo tam dobil zdravilo. Na tej poti po Argentini mu tudi druge živali ponudijo razne čaje in zelišča, a nič mu ne pomaga. Končno se kondor, kralj vseh živali, domisli, da ve za kraj, odkudar bi lahko prihajali te čudni zvoki, ki kirkinčem vznemirjajo. Popelje ga v to deželo. Tam pa Tinčo odkrije, da on ni pravi kirkinčo, ampak neka druga žival. Odkrije svoje korenine. Dobro se počuti med novimi prijatelji in vse kaže, da je končno dobil zdravilo. Toda spet ga začne nekaj stiskati v srcu. Sedaj pa Tinčo ne ve, kaj naj stori. Ali naj ostane v tej deželi, ali naj se vrne v Argentino, saj čuti, da ima 2 domovini. Prisluhnimo njegovi zgodbi. U svetovna prvenstva.
se drugi živali, navijali bomo za našo skupino, svi skupaj kričali, gajali Kirkinčo, ko smo se vadili, trudili, potili, mišice utrdili, vsak dan imali, i zdaj dočakali, novo bomo zmago, ko spet po Kirkinčo se druge premagal, daj Kirkinčo se potrudi, naše moštvo naj poturi, da vsako zalomil do neba. Ko bomo igrali, bomo tekmovali, zabijali gole, vse drugi živali, navijali bomo za našo skupino, vsi skupaj kričali, gajali Kirkinčo, kaj Kirkinčo se potrudi, naše moštvo naj poturi, da vsako zalomil do neba. Marian, se nevisuje braniuca. Stećeš počerti do konca igrišća in pozler strce nazaj. Tam priješ ti, Andrej, po levi. Se vrzi na tla in padeš, kot bi se brgo bazen. Padeš tako, da bodo vsi mislili, da je faul in ko sodnik določi penal nam obrit. Po slovensko se penal reče 11 metrovka. Torej, ko sodnik določi 11 metrko, nam obrit pa zaviješ gol. Kaj pa ti je, Tinčo? Hoćeš biti golman? Daj, no, moramo se vajiti, jer jutri imamo važno nogometno tekmo. Daj, no, drži se ko kisla repa. Si slave volje. Ne vem, kam je, nič se mi ne ljubi. Ne vem, kako bi ti razložil. Nekaj me tu stiska, nekaj me davi. Okoli vratu se ti nič ne pozna. Ko sem jaz slave volje, si nataknem trenerke in grem teč. Jaz si se pa pri povinci, pa se začnem smejati. To si pa pameten, to ni mogoče. Sam si ne moreš pripovedovati vice. Daj, naj ti pokažem. Zakaj enega žego leži v trgovini? Zato, ker iste zmizene cene. Ali pa, zakaj mačka dvine repko je povožas? Zato, da ti te poveki konec mačke. Ali pa... Ne! Nehaj še! To prije samo za tu poštev. Samo zate. Jaz se spomnim svoje učiteljice. Je bila tako smešna. Jaz se spomnim na mačka, ki je prišel med mašom oltar. Se spomniš? Ja, pa vsi so se začeli smejati. Ej, Tinčo, daj no. Mogoče bi pa res moral k zdravniku, da bi ti pregledal. Sem že šel. Pa si se šel v kardiologu? Me je že prelel in ni nič našel. Otorrinolaringologu? Ja. Traumatologu? Ja. Reumatologu? Ja. Ginekologu? Ja. Kaj?
No, че ти по традиционна медицина не more помати, voć mogu poskusit s domaćimi recepti. Moće biti sram pomati pača mama. Kto pa je to? To je botra, bratranca, sestre, sestrične, moje stare mame. Ne. Sestra, botra, bratranca, strica, stara mama. Ne. Stara mama, strica, botra, bratranca... ne vem. Vsekakor je sorodnica. Je zelo stara, pa veliko ve. Kje pa dobim? Živ Pulmamarki. Pulmamarka. In katera višina Pulmamarke? Mislim, da je 2100. 2100. Je to blizu 9 de julio ali Rivadavia? 2100 metri nad Vonja Vladino, che si papimo nel zemljepiso. Daj si všel vse sa pregledati. Vsekakor, kaj te dermatolog rekel, to je čudni bodeče četine. Nič. Rekao je da ga ja še ni videl, da bo publiciral. Publiciral? No, poslal New England Journal of Medicine. New kaj? In da bodo objavili in da bo postal svetovno znan. Kdo? On, no, pa tudi jaz. Pa se boš pozdravil? A tega pa ni rekel. Rekel je, da bo predpisal bolj preventivno zdravljenje. Naj pazim, da ne špiknem koga, naj ne potem v prenapolnjenih vlakih, naj se ne zvijam, ko sem v družbi, naj rabimo maščevalno kremo po kopanju. Pa še obljubil je poimenovati patologijo po meni. Tinčus, kirkinčus, iglitis. Res ne vem, nikoli sem slišal o Ilja Kirkinčatu. Dobar, če so loči so viskati botra, bratranca, sestre, sestrične, moje stare mame. Ne. Sorodnico, ne pozabi vprašati pačo mamo, saj te to je čudni bodeče četine. Ali vodice, kaj so to pravzaprav? Tudi sa tvoj čudni smrček. Pa za kremplje. Saj ni treba jokati, ne dobi kompleksa. Vsi smo tebi prijatelji, pa vsi vemo, da si grd. Ne bi rekli, da grd. Tako drugačen, poseben. Kako bi ti povedal, kako bi razložil, kaj mene boli in kako me včasih v srcu stiska in v grlu škali. Da to prava ni bolezen, pravijo, da izmišljujem si sam, a jaz čutim praznino in noči gredo mimo. Težko mi je zaspati, ker dolgo premišljujem, ker sam ne najdem smisla in ne najdem poti. Odaleč pa zvonovi mi zvonijo domače, čeprav še nisem slišal teh čudnih glasov. Težko mi je vstati, čeprav je lepo jutro, čeprav mi sonce sveti in vabi v novi dan, a v srcu ni toplote, ne najdem jaz zaplode, le kje bi jaz ogrel se, kje zdravilo bi dobil. Sem precej drugačen, Kirkičko. Vodice imam na mesto sedi. Hvala, ne pijem mate, a slado me vleče.
čutim tu notri neko bolečino. Nekateri pravijo, da se tako čuti do motorje. Ampak če sem bil tukaj rojen, saj je tu moj dom. A v srcu ni toplota, ne najdem jaz lakote. Le kje bi jaz ogrel se, kje zdravilo? Mislim, da ti opa še malo pomagala. Kako pa pridem do nje? Vzemi brúchulo. Brújula je po slovensko kompas. Vzemi kompas i glej na sever. Vedno na sever in še malo na levo. Ti moraš iti na severozahod. Takole, tja. Tako se ne boš izgubil. Čau! Čau. Ćao. Saj bi te spremili, ampak jutri imamo vašno nogometno tekmo. Galej, kaj se pa tam plazi? Stoj, roke, tace, gor. Povej ime in pripadnost živalski vrsti. Kirkinčo Tinčo, pripadam vrsti, da si povedal družini redkozobcev, gospod... Gospod Tukan. Je velika ptica. Pripada družini Rampastos. Tukani živijo v deževnih gozdovih Južne Amerike. So ogroženi, ker ljudje sekajo gozdove in uničujejo njihov življenjski prostor. Poleg tega jih lovijo in drago prodajajo za hišne ljubljenčke. Kljun tukana je lahko dolg za 2/3 preostalega telesa. Znanstveniki
ne vedo zakaj ima tukan tako velik kljun in zakaj je tako čudovito obarvan. Morda mu barve omogočajo, da opazi druge ptice svoje vrste in da pritegne pozornost partnerja. Svojim velikim kljunom dosežejo hrano na vejicah, ki ne bi zdržale njihove teže. S hitrim stresanjem glave si mečejo hranu po žiralnik. Gospod tukan! No, nehamo s predstavitvami in pokaži dovoljenje. Kakšno dovoljenje? Dovoljenje za sprehajanje po Narodnem parku. Jaz sem namreč odgovoren, gozdni čuvaj. Daj no, stric tukan, saj ne zgleda nevaren, zgleda prav prikupan. O, kako zanimive bodice. Kaj pa iščete v našem parku? S čim vam lahko postrežemo, s čim vam lahko ugodimo? Jaz sem flaminga minga, lepotica, ptica. Če vam po pravici povem, res ne vem, kaj iščem. Vidiš, no, sem si že mislil. Tu je navadni gladež, kontrabandist. Najbrž hoče pretihotapiti Paragvaj ves naš matičaj. No, stric tukan, prepusti to meni. Tinčo, kaj te je pripeljalo na šraj? V resnici nisem hodil priti sem. Izgovori. Stric. Bil sem namenjen na sever. Saj si na severu. Na severozahod, v Purmamarko, pa sem zašel. Kaj pa iščeš v Purmamarki? Če bi sam vedel, rekli so mi, da bi tam dobil zdravilo. Hrivček, si bolan? Ne bi rekel, da sem bolan. Nekaj me tu stiska in mi gre na jok. Včasih tudi slišim neke zvoke. Stric, ta naš misijonski pragost premore vse. Tu imamo zdravila za vse bolezni, za vse nevšečnosti. To je pa res. Naš stric je specialist. Ima zdravila za vse muhe in težave. Daj, stric, povej mu. Za kakršnokoli bol, tu se zdravilo dobi. Če iščeš rešitev tu, gotovo jo boš dobil. Tu imamo prav vse, kar si lahko zaželiš. Zeliča, čaji, sokovi, zdravilo boš dobil. Želela si nagaja, ali če besedi, če hrane ti ne prebaviš, ali preveč zmačiš, če čudne glasove slišiš in ušesih ti brni. Le tu pri nas ostani, zdravilo boš dobil. Zapleši veselo in čamo me, in potlej popimo še tere. Boš vedel, da koj se mi milo bo, zakrili sparuti lejkoj lahko. Zapleši veselo in čamo me, in potlej popimo še tere. Boš vedel, da koj se mi milo bo, zakrili sparuti lejkoj lahko. Če grlo te zaskeli, ker si se prehladil. Če se te stiska zdaj, da sam še ne ve zakaj. Če muči te nekaj kar, si sam se ne razložiš. Le zaupaj mi sedaj, tako ti zakuham čaj. Zapleši veselo in čamo me, in potlej popimo še tere. Boš vedel, da koj se mi milo bo, zakrili sparuti lejkoj lahko. Zapleši veselo in čamo me, in potlej popimo še tere. Boš vedel, da koj se mi milo bo, zakrili sparuti lejkoj lahko. Jiha! Daj no, poskusi.
Tako, ja, na lako, nas ne zamaši. Na to lije še vode. Vidiš, no? Tako, ja. Zapleši veselo, venčamo me, in potlej popimo še terere. Boš vedel, da ko se minilo bo, zakrili sprutile, ko lahko. Zapleši veselo, venčamo me, in potlej popimo še terere. Boš videl, da ko se minilo bo, zakrili sprutile, ko lahko. Se počutim, Kar ti potrebuješ je družico. Prišel si v starost, ko samec išče samico, ko ustanovite družino. Ta teren mi je dobro legel. Lahko bi začela z gradnjo našega domeka. Tam, med lokvani, na drugem bregu reke, vem za zelo romantičen kotiček. Ravno pripraven za prostorno gnezdo. Vem, da imate Kirkinčoti raje podzemske domove, a mogoče bi lahko zgradili kaj umestnega. Kaj? Nekaj umestnega. Moderna arhitektura vse premore. Stric Sukan pozna arhitekta Bobra, sicer živi v Severni Ameriki, a včasih pride v Argentino na mednarodne kongrese. Če ga stric prepriča, bi nama gotovo pomagal. Znanje, kar gradi kjerkoli. Še na reki je zgradil stanovanjsko ploščad. Če mu piševa, bi nam po mailu lahko poslal skico projekta. Nekaj med gnezdom in luknjo. Oprosti, Minga, toda nadaljevati mora svojo pot. Mogoče se mu še kdaj vrnil. Oprosti, draga, preljuba Minga, res ob tebi dobro počutim in tudi meni je toplo v srčku. Še nikoli se nisem zaljubil in ne vem, kako bi opisati svoja čustva. A moram biti odkrit, ne morem večno ostati, imam druga pota. V življenju se je včasih treba odločiti samo za eno pot, a oba sva mlada in njene poti se lahko spet križajo. Bom po Guarani, tu dom bo najn in jaz bom tvoj.
vetem, no? Strah me je! Kdo prihaja v čaroben svet Pačamame? Kdo si ti? Ja sem Tinčo, Kirkinčo. Jaz sem velika Pačamama. Slavljena mati zemlja. Ali si prinesel kaj v dar? Ali si prinesel kaj čiče? Čiča je alkoholna pijača iz kvašene koruze. Znana je predvsem na severu Argentine. Ne, nič nisem prinesel, nič nimam s seboj. Jaz nisem otod, ne poznam vaših navad. Kako? Niti ne veš, kdo sem jaz? Jaz sem velika Pačamama. Slavljena mati zemlja. No, slavljena mati zemlja, velika Pačamama, a bi mi lahko pomagali? Če bo v moji moči, Ne vem razložim. v moji moči in v skladu, Ti se že pri nešteti zdravnikih. v skladu z naravnim redom. A mi niso našega pravega zdravila. Potem sem zašel stricu Tukanu, ki mi je dal Redom in naravnimi silami. natečaj. Pa še zaljubil sem se tako, da sem še na slabšem, kot sem bil prej. Tiho! Toda nočem biti neljuden, nimam veliko časa. Moj biološki ciklus gre naprej in jaz še vedno ne vem. Tiho! Potrpi. Tu, na puni, ne moreš hiteti kot en portenjo. Tu imajo vse stvari svoj čas. Usedi se in potrpežljivo poslušaj. Potrpi! Usedi se pod algarobo in zapri oči. Povedala ti bom svojo legendo. Pred davnimi časi so bile leta obilja. Bil je čas, ko je bilo vsega dovolj. Zemlja je rodila kot še nikoli. Koruzna zrna so bila zlata in velika kot zobje česna. Shrambe in posode so bile zvrhane. Vsega je bilo preveč in nobenemu se ni bilo treba potruditi, da bi kaj dobil. Ljudje so samo mislili na hrano in pijačo in se predajali strastem. Živeli so brezskrbno in brez vsake obveznosti. Kadar niso jedli, pili ali plesali, so spali ali poležavali v senci. Indijansko ljudstvo, ki je bilo vedno delavno, je začelo lenariti. Počasi, neopazno je Indijanec začel zapuščati svoje obveznosti in se začel predajati brezdelju. Niti opazili niso, da so se shrambe začele prazniti. Tedaj se je Inti, bog sonca, razjezil in jim poslal strašno kazen. Svojimi močnimi žarki je posušil vsa jezera, reke in potočke. Zemlja se je razpokala, rastline so izgubile zeleno listje in cvetje in iz vej so nastale suhe rogovile. Ampak v shrambah in posodah je bilo še obilje hrane in pijače. Ljudstvo se ni spremenilo in je še naprej živelo v brezdelju in z veselice v veselico. A prišel je čas, ko v shrambah ni ostalo ne jedače, ne pijače. Tedaj je Indijanec spoznal zmoto in prijel orodje, da bi sejal. A zemlja je bila prašna in trda in ni sprejela semena. Začeli so se hudi časi. Lakota in revščina sta zavladala v kraljestvu Pačamame.
Ljudje so umirali od lakote in nekoč rodovitna zemlja je postala suha puščava. Listnata drevesa so nadomestili kaktusi, sočni travniki so se spremenili v peščene planote in dežja ni in ni bilo. Otroci velikih lačnih oči so tekali in jokali v brezupju. Tedaj je mlada mama urpila, postavila oltar in darovala pači mami zadnjo kapljico čiče, ki jo je še dobila na dnu posode. Prosila in rotila je za svoje otroke. Prosila in rotila je za svoje ljudstvo. Urpila
je svojo prošnjo zaslužila odrešitev za vse. Mati zemlja se jih je usmilila. Urpili je poslala trden spanec in ji v sanjah povedala, da bo ljudstvu poslala zdravilo za lakoto. In ko se je Urpila prebudila, je pogledala okoli sebe, a nič se ni spremenilo. Zemlja je bila še vedno suha, a v naročju je dobila kup algarrobovih fižolov, ki so tedaj važna hrana za vse ljudstvo in živali pune. Od tedaj je algarrobo imenovano sveto drevo. Če bi poskusil piti malo sladkega rope iz algarrobovih strokov, bi se tudi ti morebiti pozdravil. Sladko in dobro, okusno, toda še vedno nekaj me ščegeče. In še vedno nekaj slišim. Ne slišimo ničesar. Res, če ti pa moja rope ne pomaga, ti si pa res čudna žival. Nikoli se mi ni kaj takega zgodilo. Vsaka argentinska žival najde pri meni zdravilo. Jaz sem najstarejša svetovalka. Velika slavljena Pačamama. A mogoče biti nekdo, čigar pogled seže čez Ande. Ja, on ima širši razgled. On ima pregled čez ves svet. On bi ti lahko pomagal. Kdo je to? To je kralj Kondor. Kako pa pridem do njega? Počakaj, poklicali ga bomo. Kondor kralj, Kondor kralj, Kondor kličem te. 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 Storim za te. Iščem zdravilo za mojo bolečino, a mi nihče ne more pomagati. Dali so mi razna zdravila. Pil sem mate čaj terere, Pačamama mi je dala rope, pa nič. Še vedno slišim zvonove. Skušaj malo bolj razložiti. Ne morem. Zaupaj vame, poizkusi. Hipnotiziral te bom. S tleskom mojih prstov boš padel v trans in z 2 tleski se boš prebudil. Glej, Peruti. Glej, Peruti. Glej, Peruti. Glej, Peruti. Glej, Peruti. Glej, Peruti. Glej. Kaj vidiš? Zvonovi pojo. Bele ceste, zeleni gozdovi, prelepe doline Makova polja. Bele stezice se vijejo in izgubljajo med hribčki. V ozadju se gore lesketajo v soncu. Joj,
Kako je lepo! Nagaldi na oknih dišijo, cerkvica na hribčku in tam še ena, in še ena, in še, in še. Joj, kako je lepo! Zvonovi bojo! Aha, nekje sem nekaj takega že videl. Zbudi se, zdaj! Sem zaspal? Pohiti, mislim, da vem, kje bi bilo tvoje zdravilo. Res? Zlezi na moje peruti in ponesem te tja. Jahu! Če res odloči se, da peljem te čez gore, daleč od morja, le dobro primi se, visoko dvignila se bova in gore bodo macane kot narisane. Novi nepoznani daljni svet odhaja zdaj, ne glej nazaj. Nova obzorja videl boš in domotožje boš spoznal, ne oziraj se nazaj, nazaj. Sedaj letiva visoko, za sabo puščava ameriško celino. Letiva nad Atlantskim oceanom, z Bogom Galevi! Hej, Kitty! Delfini! Adio! Sedaj spet zemlja, to je Evropa. Kaj pa tisti škoren? To je Italija, smo že blizu. Poglej! Tam med oblaki se nekaj vidi. 3 špičke. Malo nižje. Še malo. Še malo, še malo. Še malo. Prijatelj Kondor, ne tako.
nesh, jesesalec in Jushko jedec. Ima do 30 centimetrov dolgo čokato telo. Prebiva v gozdovih Srednje Evrope. Dlako ima na hrbtu sprijetu vodice. V nevarnosti se zvija v kepo. Je koristna žival, ker lovi kače, miši in žuželke. Rad pa ima tudi hruške. Oh, ta inventar, toliko dela. Poletna sezona 2002, 525.820 hrušk. poletna sezona 2003, 525.815 hrušk. Joj, kam bomo prišli z današnjo ekonomijo? Vsako leto je slabše. Kuhali bomo 20.000. Vložili 100.000. Za žganje bo šlo 200.000. Zmrznili bo 80.000. Pojedli jih bomo 50.000. Hruške v vrsto! Za vkuhavanje pokažite pecelj. 1, 2, 3. Za vlaganje Leva. Korak naprej. Za zmrzovanje obrat. Pokažite muho. Za žganje Sedaj pa na telovadne vaje. Takoj, hruške morate držati linijo, da boste čvrstne in lepe na pogled. Če se ne boste potrudile, ne boste nikoli primerne za izvoz. Čista kozarca.
514. Ach, sandoučas. Iščem hruške, nosim hruške. Spravljam hruške. 515, 500. A, kdo je pa to? Kakšen spaček je pa to? Hej, kje si pa pustil tvoje vodice? To so ene vrste ščetine. Bodejo. Poklicujem prijatelja ježoznanstvenika. Halo? Ja? Nujno pomoč. Dan, jaz sem doktor Vodica, svetovno znan ježoznanstvenik, specialist za ježeva obolenja. Saj, zato smo te poklicali. Ne vemo, kaj je, a je zagotovo resen slučaj nečesa. No, dovolite mi. To ni jež, to je Draipus nomensinctus, ameriški pasavec, tudi imenovan kirkin, ampak ne, ni čisto tak. Analizirali bomo njegove gene. Genetika je znanost, ki proučuje biološko dednost. Aha, tako. Ježiš, Ježiš, Tana, to je jež! No, še tega se je manjkalo. Kompetenca! Skrimo hruške! Še tako imam bom preposledno spal. Ko ne bomo nikoli prišli v Evropsko unijo. Ne boj se, saj nisem prišel za to. A, ne, zakaj pa potem? Ne vem, zato, ker me tukaj nekaj stiska in ne morem razložiti, kaj je. No, stvari je treba urediti. Kaj pa, če prinaša kako tropsko bolezen? Pregrejmo ga. Rivček. Ureju. Kremplji. Ureju. Vodice. Malo krajše kot navadno. Čune, mogoče nam je res podoben, a to ni pravi jež. Jaz sem jež, ti pa ne, jaz pa volim, ti pa ne, saj se me bojim prijeti, tebe pa noben. Jaz sem jež, ti pa ne, nosim hruško, ti pa ne, ti bi vino hotel vzeti, pa je nisi vred, pa je nisi vred. Vendar jaz sem jež, vse je to dognal vaš ježoznanstvenik. Mogoče sem malo drugačen in imam bodeče ščetine namesto pravih vodic, toda... A nisi pravi jež? Ne bi rekel, da ni pravi jež. On je živi dokaz Darwinove teorije o evoluciji. Njegovi predniki so pred neki generacijami odšli otud in se nastanili v Argentini. Ta jež se je adaptiral na okolje in se je tudi fizično spremenil. Zato je zdaj bolj podoben pasovcu, kirkinčotu. Okolje in klima so pripomogli, da so se njegove vodice spremenile v bodeče ščetine. Res, nimaš tako lepih vodic kot mi. Naše vodice so lepo razvite, špičaste in v soncu se lepo lesketajo, ker uživamo veliko mero žuželk in domačih hrušk, dobro zalitih s planinskim čajem. Kaj je to, planinski čaj? To je mešanica plodov, šipka, jerevike, črnega trna, listov rovide in poprove mete
in Svetou Lipe. Ti lahko ponudim? Hvala. Kako dobro se počutim. Že dolgo ne tako. Kaj pa to zvoni? A ja, to so naši zvonovi. Vedno tako zvoni. Kako lepo se to sliši. Jaz jih sploh ne slišim. Pa kako lepo dišijo te hruške. Okusne so tudi. Ja, ponosni smo na nje. Škoda, da smo jih že pospravili. Imamo veliko različnih vrst. Jaz ne razločim ene od druge. Zame so vse enake. No, še malo bi se moral vaditi, pa bi se lahko klical Jež. Če državljanstvo bi dobil. Pri tebi opažam velike zmožnosti. Lahko bi nam pomagal z inventarjem. Tak dolgčas. Saj ne zgleda dolgočasno. Pa je, ko nekaj let delaš vedno isto. Ko je nam v Argentini dolgčas, popijem mate. En kaj? Mate čaj ali pa terere. Pa zaplešemo še en čamame. Aha, res je, to je zabavno. Marsikaj bi nas lahko naučil. Ostani z nami. Skupaj bomo spravljali hruške. Dej, krasen se bomo imeli. To bo ful, kul. Po slovensko bi se pravilno reklo izvrstno, prekrasno. Ne vem, ne morem vas zagotoviti. Tu je prekrasno, vse je tako lepo urejeno. Te vaše gore, gozdovi, jezera in reke so kot iz pravljice. Hruške in planinski čaj so izvrstni. Pogrešal bom svoje prijatelje, pa Dulce de Leche, pa razgovor o nogometu, mesto Buenos Aires, veličino neskončne pampe. Ne vem, tu je vse tako lepo urejeno, ne vem, če se bom privadil. Spet me nekaj stiska, spet me tu notri nekaj boli. Saj se bomo še videli. Ker te imamo radi, ti želimo najboljše. Ti boš vedno naš, Kirkinčo. Ne bomo te pozabili. Prijatelji ne pozabijo na prijatelja, pa če tudi je daleč. Pisali ti bomo. Ti nam boš odgovoril in tako bomo ostali povezani. Za prijatelja Za prijatelja ni potreben dotik. Za prijatelja ni nikdar pozaben. Naj to ti bo to lažbo, ko nas boš pogrešal, Kirkinčo ti. Oj, ne pozabi na svoje vrate, Kirkinčo vse. Najboljše mi ti želimo v življenju, novem ti naš Kirkinčo, čeprav bi videli raje, da pri nas bi ostal. A svoja pota vsak izbira. Spoštujemo tvojo odločitev. A če te vam prime, kar hitro pridi nazaj. Pa pripravi si včasih en terere, pa zapleši zame en čamame. Vem, da to vedno bo, nikoli se spremenilo. Vedno, ko ga bom pogrešal, vedno drugo domovino. In vedno bo domotožje v mojem srcu bolelo, saj grime drugam vleče, kot sem se pa rodil. Pri nas boš res dobrodošel, dragi prijatelj ti.
Nisu tiste stezice k současih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Bom grmovje posikal, travice požil, bom naredil stezice, kjer so včasih bile. Bom naredil stezice, kjer so včasih bile. One, two, three, four.